Ko bi le imel denar, veš, kako bi bilo vse drugače. Živeli bi lažje, pa lepše, pa še žena bi se nehala kregati. Denar. Samo malo denarja. Denar. Te višji uradniki, to vse poberajo. Kje je pravica? Ja, kje je pravica? Samo malo denarja. Res sem mislil. Tle bo treba nekaj narediti. Vse bo redo, vse bo. Tako ne gre več naprej. Ta odruška svinja vsak cent iz mene hoče. Sploh ne vem, kaj naj naredim. Vzela mi je vse, kar mi je zapustil moj oče. Vse bo redo. Uro, križ. Vse mi je pobrala, pa kaj naj sploh jem? Ta gre na moj račun. Vse imaš v resnici kar prav, ampak kaj lahko sploh storiš, saj si le študent? Štefanija je pa stara oderuhinja in ji ne bo prišlo do živega nič. Če hočemo konkretne rezultate, potrebujemo konkretna in drzna dejanja. In če bomo tu sedeli, kar križem rok, se ne bo nič spremenilo. Rabimo vzeti to v svoje roke. Ja, saj imaš v resnici kar prav, a jaz ne bi tvegala. Jaz si na primer z delom zaslužim dovolj, da lahko preživim. Lažje ti bo, če sprejmeš to, kar je, študiraš in si z delom še kaj zaslužiš. Pa kaj ne misliš, da bi rabila trpeti ona, da bi ona rabila umret? Ona, ki nas izkorišča, ki nam vzame vse. Umreti mora. O, Anton, živijo, kaj pa ti tukaj? A si spet prišel kaj zastaviti? Prišel sem storiti nekaj, kar bi moral že dolgo časa nazaj. Anton, kaj narobe s tabo? Pa ja ne boš bil človeka. Kaj boš rešil s tem? Nič. Smrt je pa nekaj najbolj normalnega. Ampak, kaj ti ščitiš to starko? To ni rešitev. Ker si tudi ti, ena izmed njih! Umri! Zanimajo podrobnosti, sem jo že prodala. Gospa Koprivnik, danes sem tukaj prvič s pravim razlogom. Konec osje! Gospa Štefanija, policija, ste v redu? Pridite, slišali smo čudne krike. Umor! Umirite se. Ali ste morda koga videli tukaj? Ne vem, niti videl nisem, kdo bi kaj takega naredil. Pojdite zdaj ven, jaz sem pa tole preiskal. Kaj pa je to? Tega zagotovo ne bo pogrešal.
živijo, draga. Danes smo imeli v službi. Briga me, kaj ste imeli v službi. Kje si bil cel popoldan? Cele dneve te ni, potem pa prideš domov. A hočeš jesti večerjo? Ne boš. Kje si bil? Pa kaj je, danes, cel dan v službi delam ken vol in pol pridem domov in me čaka samo narganje. A ne moram enega toplega obroka dobiti doma, ali kaj? Ma ti si res en vol, ti bom dala vola. A misliš, da bom jaz hvaležna za tako stvar? Cele dneve moram sama vse delati, tudi samo z mojim šivanjem, bi čisto zgledno živeli. Pa kaj pa ti misliš, da si to tvoje šivanje, a? Jaz v službi garami napredujem, ti pa samo krpaš ene oblekce razvajnim bogatunkam. Prav bi bila malo hvaležna za to, kar jaz delam za to familijo, ne pa vešče sam to nerganje. A ti si več v gostilnah, kakor si pa doma. A sploh poznaš lastnega otroka? Pa dej nekaj, no. Lej, zdaj ti bom povedal to, kar sem ti mislil že prej, pa si me tako lepo prekinila. Danes sem v službi našel tole. Veš, kaj to pomeni? To pomeni novo stanovanje. Ok, vsaj kršna, dobro? No, bo zdaj hvala, prosim. Ja, hvala. Zdaj bomo lahko končali srečna in normalna družina. No, zdaj, prosim, malo drugi. To še moj zadnji denar, s katerim bom plačal najemnino. Kaj sem sploh naredil? Ubil človeka. Mislil sem, da imam moč in oblast nad življenjem in smrtjo. Lej, Anton, jaz sem ti svetovala, a si me poslušal, nisi. Ampak pusti to. Ti se rabaš zdaj postaviti na svoje noge in iti naprej. Za denar pa ne skrb, vse tega bojo kmalu postali od doma. Ja, itak tam mi bo koristil sam 2 tedna, pa ga pa spet ne bo. Ajde. Adijo. Dobar dan. Dobar dan, prinesel sem najemnino za grofa. Seveda, počakajte samo trenutek. Vaša ekscelenca, nek študent je, ki je prišel prinesti najemnino. Ga spustim naprej ali ga odslovim? Kar spusti ga. Seveda. Gospod grof pa se je pripravljen sprejeti. Kar za mano. Gospod grof, tukaj imam nekaj denarja za najemnino. Dobro. Prinesite naslednji teden. Nasvidenje. Nasvidenje. Dobar dan. Dobar dan, prišel sem k gospodu grofu zaradi novega stanovanja. Počakajte trenutek. Vaša ekscelenca, nek gospod je prišel na pogovor. Ga spustim naprej ali ga pustim čakati? Spusti ga. Njegova ekscelenca, gospod grof Friedrich von Bergmundstein, vas je pripravljen sprejeti. Kar za mano. Spoštovani gospod grof, danes sem prišel zaradi novega stanovanja. Aha. To bi se pa dalo urediti. Ali bi želeli stanovanje zdaj ali bi malo počakali? Čim prej, če je mogoče. Čim prej. In plačilo ni težava. Aha. V redu. Podpišite tu. Hvala, gospod grof. Tako. Tu imate ključ, lahko se sedite že danes. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Čudno, da ste za konec cirkular kar tako želela novo stanovanje. Mislim, da že tako ali tako ste se tega komaj privoščila. Ja, očitno je prišlo do finančnega izdatnega priliva. Mi je pa res čudno, da sta plačala kar skrinjo za dan danes se namreč plačuje z denarjem, a ne? No, daj mi povsem, da vidim. Ah, samo zlata okovana skrinjica in nekaj drobiža. Ah, nič takega. Me prav zanima, kje sta jo dobila glede na njeno gmotno stanje. Ja.
Glej, draga, novo stanovanje in lepši časi za našo družino. Očitno se nam je sreča res nasmehnila. Kako lepo? Ja, zdaj pa moram iti samo še nekaj urediti, se veš, v mesto moram iti danes še spet. Ja, greš ti v mesto, ja, greš spet po nekih veznicah. Kako lahko to sploh počneš? A te ni sram? Pa kaj, lahko bi bila malo hvaležna, novo stanovanje sem nam zrihtal. Zakaj nisem hvaležna, če ste spet ne bo doma? Pa dej nehi že, no, vrš še sam nergaš. Če sklenem, smo se tu zbrali, da bi počastili 400-letnico osvoboditve izpod okupatorja. Na dosežke svojih prednikov smo lahko zelo ponosni in jih zavedanjem ohranjamo v častnem in neminljivem spominu za prihodnje rodove. Bog živi naše mesto! Je to izjemno dobro povedal. Menim pa, da bi morali tistim ljudem dati nekaj darov, da bi izvedela dobrodelna. Ja, se strinjam. No, dejva. Volite, to je za vas. To je za vas. To je za vas. Hvala, gospod grof. To je pa za vas. Hvala. Pa kaj? Se to ni res? Pa je to tista skrinja? Bogat sem! Bogat! Sreča imam v rokah! Vse, kar sem kadarkoli hotel. Ampak to je prepopolno. Ne imam vse! Našel sem! Zaklad!